Prehajamo na 6. točko, predlog sklepa o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 8, predlagatelj župan oziroma zanj podžupan. Poročevalca Maja Sušnik in Bogdan Pogačar. Maja, izvoli besedo. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. No, ta točka se v bistvu nanaša na, oziroma je povezana s prejšnjo točko. Občinska uprava predlaga, da se poda soglasje k ustanovitvi stavbne pravice na parcelah 161/2/5 in 1504/57 Kamnik. To je to isto območje, se pravi bivšega mesa Kamnik, za izgradnjo lekarniških prostorov s pripadajočimi površinami. Se pravi, na teh treh parcelah bo si pridržala pravico gradnje tako občina, kot stavbno pravico bomo dali na istih parcelah še lekarni za izgradnjo lekarniških prostorov, tako kot je prej Bogdan obrazložil. Ustanovitev stavbne pravice naj bi bila brezplačna, in sicer upoštevali smo 70. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, kjer piše, da je ustanavljanje služnosti in stavbne pravice na nepremičnem premoženju lahko brezplačno le v korist osebe javnega prava, se pravi, to je naš javni zavod, ali pa v korist izvajalca gospodarske javne službe, ki je v 100% neposredni lasti države ali samoupravne lokalne skupnosti in se ne ukvarja s tržno dejavnostjo, če je to v javnem interesu. Stavbna pravica naj bi se ustanovila za 30 let, pri čemer glede na to, da gre za brezplačno ustanovitev stavbne pravice, po preteku tega obdobja občini ne bo potrebno plačati ničesar, ampak bo ta nepremičnina prešla v celoti in brezpogojno v last lastnika zemljišča. Ker smisel stavbne pravice je v tem, da stavbna pravica je načeloma odplačna, kar pomeni, da če bi bila stavbna pravica odplačna, potem bi nam morala zdajle lekarna plačati nadomestilo za stavbno pravico. Potem po 30 letih bi pa občina morala za to, da ta objekt dobi v svojo last, mestnim lekarnam oziroma investitorju povrniti vrednost, ki so jo imeli takrat oziroma zato, kolikor je pač to zemljišče zdaj več vredno, kar so oni zgradili, oziroma vsaj polovično tako vrednost. No, ampak to je še zmeraj, jaz mislim, da je ekonomsko utemeljeno, da se občina loti tega na brezplačen način, tudi iz tega razloga, da se potem čez 30 let ne bo treba zagotavljati, ne vem, milijona ali pa milijona pa pol, da se povrne lekarnam sredstva za to, da preide premoženje v celoti na občino Kamnik. Predvideno je še, da občinski svet občine Kamnik daje soglasje k načrtu ustanovitve stavbne pravice. Ta načrt ustanovitve stavbne pravice je zelo podoben kot prejšnji dokument, tako da ga ne bi še enkrat predstavljala, je pa priložen zraven. Občinski svet pooblašča župana za podpis pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice, pa pogodba o ustanovitvi stavbne pravice naj bi se sklenila po metodi neposredne pogodbe. Hvala lepa. Maja, hvala lepa za obrazložitev. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Ja. Aleksandar Rušič, izvoli besedo. Ja, hvala za besedo. Mogoče se bomo smešen slišali, ampak ker če kaj nomo, sigurno nomo tukaj sedeli čez 30 let, ampak kaj pomeni to po 30 letih? A bo občina Kamnik pol od lekarn dobivala najemnino za ta objekt ali kako bo to izgledalo? Hvala. Hvala lepa, Sandi. Natalija, izvoli besedo. Ja, hvala lepa, še enkrat lep pozdrav. Jaz sem imela enako vprašanje, zakaj ravno za 30 let, če lahko v bistvu to stavbno pravico je lahko ustanovljena, lahko za določen ali pa nedoločen čas. No. Zakaj ne moramo to dobo nekoliko skrajšati? No. Čez 30 let, čez 3 leta, ne vem kako bo, no. Ne čez 30. Hvala. Hvala lepa. Maja, bi prosil za obrazložitev. Izvoli. Hvala.
Kar zadeva plačevanje najemnine, nisem čisto dobro razumela, a plačevanje najemnine po 30 letih, ja, po 30 letih bo ta objekt last občine. In občina se bo morala pač odločiti čez 30 let, kaj bo s tem objektom naredila. Ali bo s lekarnami sklenila najemno pogodbo ali kakršnokoli drugačno pogodbo, to je najbrž tudi malo odvisno od interesov takrat, čez 30 let pa tudi od zakonodaje, kaj bo zakonodaja takrat omogočala. Ali bo omogočala, ne vem, brezplačen najem, ali bo najemnina, ali bo karkoli drugega. Tega vam pač ne vem povedati. Lahko vam rečem samo to, da pač zdi se nam smiselno, da pač da po 30 letih občina postane lastnica tega objekta, ki bo še vedno kar dosti vreden. Kar zadeva rok podelitve stavbne pravice, zdaj tako je, no, kot ste rekli, stavbno pravico lahko ustanovimo za določen ali nedoločen čas. Bili so tudi predlogi, da bi se ustanovila za nedoločen čas. Ampak nekako smo ugotovili, glede na to, da ta brezplačna stavbna pravica, da že tako smo morali vprašati ministrstvo, ali v tem ministrstvo za finance, ali v tem primeru ne bi šlo morda za nedovoljeno državno pomoč. Nekako se nam je zdelo, da ukolikor bomo imeli mi cenitve tako zdajle kot čez 30 let, ki bodo podprle to in da bo še vedno to tudi v interesu mestnih lekarn, tako kot je rekel Bogdan prej, dejstvo je, da to ni samo naš javni zavod, ampak je javni zavod še nekaterih drugih sosednjih občin. Nekako je bila to manjše zlo, no, manjše zlo. Nekako se nismo odločili niti za 3, niti za nedoločen čas, niti za 3 leta, niti za nedoločen čas. 30 let je nekako taka doba, da smo rekli, da je sprejemljivo tako za občino kot za mestne lekarne. Hvala. Hvala lepa, Maja. Še kdo? Ja, Aleš Libišnik, izvoli besedo. Hvala. Glejte, tako sem prej rekel, parametrov, ko so v tej celi zgodbi zdaj ta trenutek, če komu tukaj, ko sedimo, v resnici jasno, na kak način so stvari vzpostavljene in zakaj je temu tako in zakaj je to za nas ta trenutek najboljša opcija. Ne vem, ne vdal kakšne neprimerne primerjave, ampak sem skoraj si upal vstal, da večini tule ta trenutek te nujni parametri, ki bi nam morali biti jasni, niso. In bi v vsakem primeru predlagal, da če bi se le dalo, da so te parametri razjasneni in da de facto naredimo celo zgodbo na način, ki nam, ko smo zastopniki 33,000 občanov in v njihovem imenu govorimo, tega ne bi smeli nikoli pozabiti tule v teli dvoranci, ne bojo cela zadeva na škodo. Hvala. Hvala lepa. Jaz bi mogoče sam tle dodal eno stvar, ne, okrog teh 30 let se strinjam in Sandijam, nobeno več tle, sigurno ne, mogoče tamle Klaudija, ki je še najmlajša, ampak bomo videli, kakorkoli. Situacija čist, mislim, da je kristalno jasna, ne. Mestne lekarne bojo vložile noter ogromnega denarja, ne. In če mi damo stavbno pravico jim za 10 let, bo čez 10 let se lahko odločimo in rečemo, pejte vi ven, unijo pa kar rekli, da ne, ne. Oni so izračunali, da pač 30 let je neka amortizacijska doba, da pač se jim to nekako pokrije, ne. Moramo se čistega vina. Nobeno vložil 10 milijonov evrov za 5 let. Mislim, da ga ni junaka, no. Tako, če čisto pošteno pogledamo, ne. Tako da oni so nekako to izračunali, da 30 let, s tem, da mi pač brezpogojno to dobimo v last in potem se naprej odločamo, kaj se bojo odločali, no, ne mi, kako naprej. Tako da to je to z moje strani. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o soglasju k ustanovitvi stavbne pravice. Glasujemo. Glasovanje poteka.
Zaključujem glasovanje. Ugotavljam za 21 proti 3. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.